Ne, kaj se kamera. Cool. Jaz sem Žiga Kovačič, sem programski vodja projekta Prvi slovenski skavtski džembori Norost, ki deluje. Kaj je džembori? Najprej to. Džembori v jeziku Navahov Indijancev pomeni zbor vseh plemen. To je naš ustanovitelj Robert Baden-Powell uporabil zato, da takrat, ko so vsi skavti, vsi, rečemo, vsa plemena skavtska zberemo na kupu, je to džembori. Tako imamo zdaj letos Prvi slovenski skavtski džembori, ko se bodo vse ekipe oziroma skupine skavtov, ki jih imamo, rečemo, 66 skupin imamo po Sloveniji, ki imajo vsaka 3 različne starostne skupine, se bomo zbrali. Poleti imamo navadno 200 taborov po Sloveniji. Se zgodi, da se bo zgodil eden, in tisti skavti bodo naenkrat ali v osnovni šoli Velike Lašče oziroma na tabornem prostoru pod Turjakom. Se pravi, povedala so zdaj, kje približno, to je okoli Želibelj, ne, smo slišali. Koliko časa pa kdaj, ne? 19.7. do 3.8. Zgodilo se bo pa glih to, kar je, rečemo, mogoče na svetovni, rečemo, da sceni noviteta, to, da bo imela imamo 3 starostne skupine. In vsaka starostna skupina bo imela po svoji metodi, se pravi svoji metodi vzgoje, pripravljen tabor. V Ovčič in v Okulice, to so najmlajša skupina, bo odkrivala Slovane, odkrivala novo ozemlje, omogočila nam, rečemo, da sploh to, da bomo lahko bivali v Sloveniji in pol imeli skavtski tabor. Izvidniki in Vodnice. V Ovčič in v Okulice bodo seveda imeli ta tabor prej 5 dni v osnovni šoli Lašče, z maja in vse pač igro prirejeno njihovi starosti, to je od 8 do 10 let. Izvidniki v Vodnici od 11 do 16 bodo imeli na tabornem prostoru, kjer se bo kasneje zgodil tudi skupni del. Bodo imeli postavljene šotore, se bodo šli orientacijo, izhode, veliko igro, pot preživetja, kurjenje ognjev, pioniristika, zgradbe, športne igre med vodi. Oni so razdeljeni v različne vode, risi, gamsi, pume, srne in tako naprej. In potem se bodo vsi v petek zbrali na tem prostoru, se pravi v Ovčič in v Okulice, pridružila se jim bo tudi najstarejša skupina, to so popotniki in popotnice. Takrat bo na tem prostoru 4000 skavtov. Skupaj z slovenskimi katoliškimi skavti bodo to tudi SZSO, to je Slovenska zamejska skavtska organizacija, ter odrasli skavti. 3 dni proslave skavtstva, zaključek našega vzgojnega namena, ki pomeni, da preko korenin katoliško slovensko skavtstvo vzgajamo odgovorne skavte. Zaključili bomo ta vzgojni namen šli v novega, kaj pomeni, da bomo šli v okolje, v družbo, jo probali spreminjati, soustvarjati in da bomo dali velik poudarek tudi na okoljski vzgoji. Še nekaj več o popotnikih, a mi še to poveš? Ja. Popotniki in popotnice bodo potem, rečemo, da v glavnem višku vsega po teh 3 dneh začeli potovati po Sloveniji. Razdeljeni so v 26 potovalnih skupnosti. Iz tega prostora bodo iz nedelje na ponedeljek, rečemo, z geslom Bodi pripravljen, kar naenkrat odšli po Sloveniji, po vseh pokrajinah, Gorenjska, Notranjska, Štajerska, potovali po Sloveniji, probali skavtstvo prinesti Slovencem in potem se v petek vrniti na isti del, kjer so bili prej, prinesti slovenstvo na ta del in zaključiti v 3 dneh svoj del. Rekla so 4000 ljudi, še finančno, to smo tudi slišali, evo, vse skupaj 400 000 evrov, ne? Ja. Pa na osebo ne pride glih veliko. Ne, na osebo pride samo 100 evrov. To je 100 evrov pomeni, da dejansko omogočimo 10-dnevno bivanje otroku z vsemi možnostmi prevoza, vsemi igrami, vsemi novi zemljinosti, abzajli, vrmi, potmi preživetja, velikimi igrami in tako naprej. Stvar je taka, da probamo otroku pri tej norosti pokazati, da se da vzgajati, da se da iti iz računalnika ven po naravi narediti. To probamo delati predvsem tudi z vzgledom. Pri nas je 700 voditeljev, ki so vsi prostovoljci, se pravi, poleg svoje šole, hobijev in vsega ostalega, družine, službe, se darujejo tukaj in svoj prosti čas res brez kakršnekoli tolarja in dinarja omogočajo, da vzgajajo mladino in soustvarjajo okolje. Pa še nekaj, da ne bo prišlo do kakšne pomote ali pa takšno prepričanje pri ljudeh. Skavti obstajajo kar v velikih verstvih, ne samo v katoliškem. Ja, skavtstvo je dejansko ena velika skavtska družina, 40 milijonov jih je po svetu. Verjamemo pa to, da smo vzgojna organizacija. Nismo društvo, nismo krožek, ampak smo vzgojna, se pravi, vzgajamo otroke. Hkrati verjamemo, da se pač otrok razvija na večjih področjih, ne bo to telesno, fizično in tako naprej, hkrati pa tudi duševno. In pač slovenski katoliški skavti verjamemo, pač ponujemo slovenskim otrokom nekaj, kar je del slovenstva, del naših korenin, to je pač katoliško odraščanje. Hkrati pa obstaja seveda tudi budistični islamski skavti. Vsak dejansko, da je otrok tudi del duše, da se tudi na tem področju močno razvija in nujno kaže potrebe po razvijanju. Pa še ena informacija mi je bila simpatična in so sicer to, da je organizatorji svetovnega tega džamborija, če leta 2012, če se ne motim, Švedi pridejo malo vam špeglat, kaj delate? Tako je. Predvsem v svetovnem skavtstvu je zdaj trend, da skavti niso, rečemo, da ekstremni šport, ne? Niso samo kajak, kanu in vrvi,
ampak da so vzgojna organizacija in da pomeni nekaj, da otroka nauči za kurt ogenj zunaj, ne samo to, da zna za kurt ogenj, ampak da se zna znajti teh. In ta nazaj k koreninam je tak trend, tako močen zunaj, da ko so videli, da mi organiziramo tabor, ki gre nazaj k koreninam, da organiziramo tabor, ki gre glede na starostno skupino po njegovi metodi organiziran tabor in ker je to noviteta oziroma nekaj novega, so prišli sem pogledati, ker bi oni radi nekaj podobnega organizirali 2014 na Švedskem. Pa še barva, ne, teh srajc, to me vedno matra, danes sem zvedel, zakaj in kako. Ja, nismo oranžni samo zato, da se nas ful lepo vidi, ne. Simbol skavtov je lilija. In mi smo se zdaj, če smo že Slovenci, smo ponosni na to, smo edina avtohtona lilija, ki pri nas raste kranjski čeveljc in je oranžne barve, zato smo si dali mi oranžne kroje. Na začetku je tudi nam malo čuden, ampak načeloma smo se navadili, hkrati so se navadili tudi vsi skavti po svetu, da točno vedo, da slovenski skavti prihajamo v oranžnem na vse dogodke po svetu. Ok, še geslo? Geslo je pa norost, ki deluje, pa upam, da boste zraven.